Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Pred nami je še tretji del pričevanja Vosovca Franca Stadlerja Pepeta. Namreč smo v letu spomina, ko obeležujemo 80-letnico konca druge svetovne vojne, komunističnega prevzema oblasti in tudi povojnih pobojev. V oddaji Moja zgodba med drugimi temami objavljamo tudi nekatera pričevanja članov Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte. Tako smo že slišali pričevanje narodnega heroja Eda Brajnika Štefana, pa Lidije Dermast-Jakovič. Zdaj pa smo se usmerili na izvajalca umorov Varnostno-obveščevalne službe Franca Stadlerja Pepeta, ki je med drugim ustrelil profesorja Lamberta Ehrlicha in pa Bana Marka Natlačena. Njegovo pričevanje, naj povem, je bilo posneto v dveh delih, prvo 15. novembra 1978, drugo pa kot dopolnitev prvega 28. februarja 1979. Pričevanja so snemali Vosovci med seboj, in sicer je prvega iz leta 1978 vodil Vlado Benko, drugega pa Ladislav Riha Tomaž. Ta pričevanja so zabeležena na magnetofonskem traku, na dveh kolutih v 5 delih, skupaj pa so dolga več kot 3 ure, se pravi 180 minut. Mi smo določeni deli, ki se ponavljajo, smo jih tudi izpustili, vsa pričevanja pa so prepisana in so kot pogovori z Vosovci dosegljiva v Arhivu Republike Slovenije. Tudi v tej tretji oddaji bo z nami znanstveni sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, dr. Damjan Hančič, dober večer. Dober večer. Ki je eden največjih poznavalcev revolucionarnega nasilja v Sloveniji. In z njim smo pokomentirali tudi že prva 2 pričevalca, zdaj pa tudi Franca Stadlerja Pepeta, rojenega leta 1915 v Ljubljani v Šiški, umrl pa je februarja leta 2000 prav tako v Ljubljani. Če sva v prejšnjih oddajah že spremljala nekatere njegove akcije, denimo reševanje Zdenke Kidrič, ki so jo zajeli Italijani, iz bolnišnice, pa umor Avgusta Praprotnika in še kaj, bomo nadaljevali zdaj z eno bolj osebno zgodbo, in sicer gre za izdajo oziroma odkritje njegovega dekleta, omenil jo je v prvem delu pričevanja, to je Sabina Mausar, strani bivšega oficirja Marjana Strniše. Italijani oziroma policija je potem pri njej opravila tudi racijo, kjer so jo čakali, vendar pa ta racija ni bila uspešna. Zanimivo je, da Franc Stadler Pepe tukaj opisuje, kako je v izvidnico poslal celo svojo mamo, starejšo ženico, pravi, ki pa so jo prav tako kot vse ostale, ki so prišli na njen dom, preiskovalci zadržali cel dan. Pa prisluhnimo. Vedel sem, da je Strniša Marjan bivši jugoslovanski žandar navajen trikov. Tako je on odkril takrat moje dekle, članico Vosa, Mausar Sabino, ki ga je sledila. Imel je kontrasledilca, ki je opazoval, kdo ga sledi. On sam se nikoli ni oziral nazaj, kako so se ponavadi izdajalci ozirali okoli sebe, če jih kdo opazuje ali jim sledi. Tako je bil informiran, da ga sledi Mausar Sabina. Tako je, ko je šel Strniša po dogovorjenih ulicah, kontrasledilec opazovalec odkril Sabino. Mi njega nismo odkrili, ker nismo imeli naših sledilcev zavarovanih dodatno še z sledenjem za kontrasledilcem od Strniše. Tako se je nekoč sam Strniša ustavil in rekel: vi, Sabina Mausar, mene zasledujete in če ne boste s tem takoj prenehali, bodo posledice. Čez nekaj dni je bila pri njej na domu v Šiški preiskava na Černetovi 38. Obkolili so hišo. Sabina je takrat po mojem nalogu šla drugam,
Bila je pri Svakini Novakovi na Vodovodni ulici. Zasedo so postavili že zjutraj pred 5. uro in jo držali tam ves dan. Kdorkoli je prišel, so ga zadržali in čakali, da bi se vrnila Sabina. Jaz sem to zvedel že zgodaj zjutraj od Špelce, Marjete, Potrato, da je hiša blokirana. Takoj sem šel zabežirat k Milki Novakovi, to je njeni svakinji, kjer je ona takrat ilegalno stanovala in je obvestil tik preden je nameravala domov. Tako sem preprečil, da bi šla domov in bila tam aretirana. Mojo mamo sem poslal pogledat, kaj je z blokado. Prepričan sem bil, ker je bila starejša žena, da ji ne bodo storili ničesar. Ko pa je prišla v stanovanje, so jo pridržali. Rekla je, da gre k čevljarju Kramarju Jožetu. Nič ni pomagalo, držali se jo ves dan zaprto v stanovanju pri Mavsarjevih, kjer so čakali Sabino. Takrat še nismo bili navajeni in nismo računali s kontrasledilci, opazovalci, ki jih je uporabljal izvežban žandar Staniša Marjan. To je bil karabinerski oficir. Kasneje smo te sledilske izkušnje uporabili in se prilagodili. To so bile sledilske grupe, ki jih je vodil Mišo Runko Stane. Zanimiv primer, kaj ne, dr. Damjan Hančič? Ja, tukaj izvemo spet nekaj novega tudi o delovanju VOS-a, to se pravi, da niso imeli potem še sledilcev od sledilcev, a ne? In to je zelo pomemben podatek. Po drugi strani pa sem pač tudi v pisnih dokumentih našel podatek, da so tega Marjana Strnišo VOS-ovci ranili oziroma obstrelili 20. avgusta 1942 in sicer ne bi bil on, kot so potem v dokumentih napisali, da ne bi bil šef obveščevalne službe Novakovih slovenskih četnikov. Se pravi, v dokumentih VOS-a arhivskih je najti podatek, da so akcijo tega atentata izvedli v njegovem stanovanju v Pražakovi ulici in sicer prvič že julija 1942, ampak je bil samo ranjen. Potem so sredi oziroma konec avgusta ponovili, vendar ga tudi niso ubili oziroma uspeli umoriti, vendar so ga pa potem jeseni leta 1943 na Kočevskem procesu, ko so ga očitno zajeli in so ga tam potem obsodili na smrt. Ob tem drugem poskusu atentata, po nekaterih podatkih je bil to 20., po drugih podatkih 28. avgust 1942, so ga od 4. ure popoldne do 9. zvečer, ko se je začela policijska ura, čakali v stanovanju. Ko je vstopil, so se z njim zapletli v prerivanje, med katerim pa je Strniši uspelo odbiti napad in ob tem so Italijani zajeli enega VOS-ovca in ga naslednji dan ustrelili. Zdaj, kdo je bil ta VOS-ovc, ni opisano. Ni tam noter opisano. Potem pa v tem VOS-ovskem viru pa tudi dodajajo, da je Strniša po teh poskusih 2 atentatov nanj in zlasti pa potem po VOS-ovskem umoru Kazimirja Kukoviča, tega policijskega inšpektorja, ker smo zvedeli, da so tudi 2-krat na njega izvedeli atentat in drugič v začetku oktobra 1942 jim je to uspelo, je potem ta Strniša še intenzivneje delal na zbiranju podatkov o sodelavcih OF in njegovi seznami naj bi se uporabljali tudi kasneje pri tako imenovanih božičnih racijah v Ljubljani konec decembra 1942, ko so tudi veliko teh sodelavcev OF aretirali in potem odpeljali, ne vem, v konfinacijo. Tako da je bil recimo ta res zelo trd oreh za OF oziroma VOS. Sicer pa moramo povedati, da gre torej za oficirja nekdanje kraljeve jugoslovanske vojske, ki se je potem tudi slovenskim četnikom pridružil, bil pri Grčaricah torej zajet in obsojen ter usmrčen na Kočevskem procesu. No, ko že govorimo o slovenskih četnikih, naj povem, da so načrtovali tudi atentat na njihovega vodjo, majorja Novaka, v njegovi hiši na Miklošičevi in sicer naj bi ga s hladnim orožjem tam čakala Franc Stadler Pepe in pa Anton Kovič Sine. Ker ni bil pravi, torej ker sta ugotovila, da ne čakata pravega,
sta v zadnjem trenutku akcijo prekinila. Pa prisluhnimo, kako to opiše Franc Stadler Pepe. Ena od akcij, ki je bila v pripravah, odnosno v načrtu, je bil Novak, plavogalicijski organizator, in sicer je bilo to nekako v maju 1942. Za to akcijo so bila zadolžena sine in jaz, s tem, da ga s hladnim orožjem dotolčeva. Ker je bilo to na Miklošičevi cesti v hiši Vzajemne zavarovalnice in stanoval je nekje na drugem nadstropju, s tem, da je iz tistega nadstropja stalno se vozil z dvigalom v pritličje, kjer bi ga naj čakala sine in jaz, ko pride iz dvigala in za ovinkom ene stene v enem erkarju, kjer sem ga čakal, z kladivom posebne vrste, je bil odebelen na eni strani pa je imel potegnjeno špico, cirka 30-40 cm dolg ročaj. Tam sem ga čakal, jaz sine imel nalogo, da ščiti umik po opisu, ki smo ga dobili. Mi ga nismo prej videli, ampak opis je bil tak in tudi je bilo rečeno, mislim, da je to Štefan povedal in po teh ugotovitvah, da Novak z dvigalom točno, mislim, da je bilo 8 uri, vsak dan se stopi iz dvigala in odide iz hiše. To se pravi, prepričani smo bili, da je Novak bo tudi v tem času prišel. V tej pripravljenosti, ko sem čakal, je dejansko sem slišal, da se približuje pritličju, odprl dvigalo, izstopil za ovinko. Jaz sem v tistem prepričanju, da je to 100% sigurno Novak, že zamahnil. V zadnjem trenutku sem pa videl, da po tistem opisu, kot sem ga dobil, ni to Novak, pač pa čisto druga oseba, ki je tudi v isti hiši stanovala. Tako da nisem udaril po glavu s tistim hladnim orožjem tega namišljenega Novaka, ker je bil to drugi. In sem potem ne vem kaj rekel, da ne v veži počaka tog časa, da mi dva odideva, ali je morda sine tudi njega opozoril, tako da smo ga prestrašili, da je tam čakal, da sva mi dva se lahko umaknila. Tako torej opiše načrtovani atentat na majorja Novaka, vodjo slovenskih četnikov v njegovi hiši na Miklošičevi, Vosovec Franc Stadler Pepe. Verjetno tukaj ni potrebno kaj veliko več dodati. Greva pa naprej zdaj k drugačni akciji, namreč opis dviga 1 milijona lir na Poštni banki, kjer je bil Stadler tudi zaposlen. Naj kot zanimivost povem, da je ta dogodek tudi zabeležen kot ena od epizod nanizanke Voz iz leta 1965. Režiser je bil France Štiglic. Ta nanizanka je bila predvajana samo enkrat in zanimivo, da na začetku, v začetni špici piše, da so vsi dogodki izmišljeni in vse osebe prav tako. Vendar pa, glede na to, kaj govori Franc Stadler Pepe, imam občutek, da gre pravzaprav za glavnega junaka te nanizanke, ki ga tam uprizarja igralec Miha Baloh. Se pravi, Miha Baloh je uprizoril Franca Stadlerja Pepeta. No, ampak gremo nazaj k temu dogodku. Dvig v Poštni banki je takrat izvedel Luka Šiška z vrsto sodelavcev banke in takih denarnih akcij je bilo pravzaprav več. Ena predvidena je bila rop trezorja Banke d'Italia na Cankarjevi, tam, kjer je danes Banka Slovenije. Ta rop sicer ni bil izveden, vendar pa je bil nekako zelo spektakularno zamišljen izhod oziroma pobeg, kar bomo seveda slišali tudi zdajle iz ust Franca Stadlerja Pepeta. Prisluhnimo. 12. septembra 1942, torej v poštni hranilnici je bil dvignjen 1 milijon lir iz poštne hranilnice, odnosno Banka d'Italia. Priprava sem izvedel jaz po nalogu Štefana, v pripravah angažiral v poštni hranilnici Vahčič Marjana, ki pa je odpovedal kot član Osvobodilne fronte. Namesto njega sem pač moral pridobiti drugega uslužbenca poštne hranilnice in sem angažiral Kersnič Lojzeta, ki je bil pa tudi že organiziran in bil je moj glavni sodelavec
Nadalje sem angažiral Frantar Darinko, tudi simpatizerka Osvobodilne fronte, ki sva delala v istem oddelku. Dalje je bila angažirana, odnosno udeležena v teh pripravah od tehnike Darja Kariš, kateri sem skoraj vsak večer nosil podpise na obrazcih, čeke, žige, ki jih je Kersnič dobil po mojem nalogu iz oddelka likvidature in jih dal meni, jaz pa sem jih nosil Darji, da se je učila ponarejati podpise direktorja preko noči. In pripravljala najbolj delikatne vse druge priprave za ponareditev žigov in pa detajlov za ta ček. Luka Šiška, ki je kot namišljeni uslužbenc kurir, ki je vsak dan hodil v poštno hranilnico dvigati denar k blagajni, odnosno ki je vsak dan pri meni se oglasil v tej pisarni, to je tako zvani pisemski sekciji, kjer sem vso pošto dobil jaz in tudi tega sem imel omogočeno, da sem kontroliral stanje na žiro računu od hranilnica Dravske Banovine na račun te, ki je bil dvignjen ta 1 milijon lir s ponarejenim čekom in podpisom glavnega direktorja in pa glavnega blagajnika. No, Šiška Jože je to lepo izvedel in tudi po inštrukcijah mojih se pripravil, tudi kako je treba bilo govoriti in podobno. Ček sem jaz spremljal po celi poštni hranilnici, od enega oddelka, od blagajne do kontrole, do uknjiževalnice, do likvidature, spet od likvidature dol v književalnico, potem spet v kontrolo in končno nazaj do blagajne, torej blagajne poštne hranilnice, ki je morala izdati ček naslovljen na Banka d'Italia, da je Banka d'Italia iz svojega trezora 1 milijon lir, ki je pomenil takrat veliko vsoto, takrat je bila lira 2,5 dinarja, septembra 42. To je pomenilo po najmanj 2 milijona dinarjev. No in ker poštna hranilnica ni imela na zalogi toliko denarja, je morala zahtevati, odnosno preko čeka, si iz Banke d'Italie ta milijon preskrbeti, da ga lahko si izplačala prinositelju tega čeka. No, denar je bil izročen kurirki tovariša Kardelja pokojnega in ga je potem, mislim, Barbka Lukmanova, in ga potem v vozičku, otroško vozičku prenesli na varno mesto. Moram povedati, da so aretirali takrat več oseb iz blagajne poštne hranilnice. Iskali so tudi Kersniča Lojzeta. Ček je bil dvignjen v soboto. Vedel sem, da če bo v soboto, potem čez nedeljo ne bo nikjer noben prišel do tega, da bi odkril ta ponarejen ček in dvig denarja, pač pa bodo šele o ponedeljku okrog 8:30 prišli do tega, ker vse te dvige čeke, ki jih je podpisal glavni direktor te hranilnice Dravske Banovine, je dobil in videl, da je podpis njegov ponarejen in da je tudi ponarejen podpis glavnega blagajnika te hranilnice Dravske Banovine. Zato je potem takoj telefoniral direktorju poštne hranilnice Vidmar Josipu, češ da on ni podpisal tega čeka in tako je bilo vse jasno. Tako da je potem bilo takoj sporočeno na policijo, kvesturo, ki je potem blokirala poštno hranilnico. Seveda, mene ni bilo tam v poštni hranilnici, tudi Kersnič Lojzeta, ker njega so iskali, mene niso iskali. To se pravi, da niso niti vedeli, da sem jaz karkoli tu v ozadju. No, Kersnič Lojzet je potem moral strogo ilegalo, jaz sem mu potem tudi uredil, da je dobil vse potrebne dokumente, ker me je prosil, da bi šel v partizane. Potrebne dokumente sem mu preskrbel in je potem tudi ilegalno odšel v partizane. Doktor Hančič. Ja, spet ena od spektakularnih akcij VOS-a, primerljiva s tistim reševanjem Zdenke Kidrič, tako da v bistvu so se res znajdeli na vse pretege. Spet je šlo tukaj za soboto, tako kot sicer ne za veliko soboto. To se pravi, so natanko vedeli, kdaj okupator ni toliko pozoren na vse te stvari in so res filmsko spektakularno to izvedli. Do tega tudi, kako so v tem ta denar v vozičku transportirali in tako naprej. Tako da v bistvu pač ni kaj dodati. Omenil sem prej tudi načrtovani rop trezorja Banke d'Italia na Cankarjevi. To je bila akcija, ki je bila predvidena, o tem Stadler govori kasneje. Ta rop ni bil izveden, so pa načrtovali kasneje potem pobeg s kamionom
denarjem in mitraljezom preko bloka v Šentvidu v partizane. No, kot rečeno, ta rop ni bil izveden, ampak ga je pa Franc Stadler Pepe omenil. Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih. Zdaj pa k 26. maju 1942, to je seveda dan umora profesorja doktorja Lamberta Ehrlicha na Streliški ulici in pa tudi Iva Peršuha, ki so ga isti dan ustrelili na Miklošičevi, in ob tem je padel vosovec Dušan Turk Dule. Stadlerja so poslali na Žale, naj preveri, če je umrli, ki leži tam v mrtvašnici, res Dule, in je bil. Zanimivo pa je, da o Ehrlichovem umoru Franc Stadler Pepe ne govori veliko in da je bolj podroben opis njegovega sodelavca pri tem umoru, Kamila Kratochvila Mileta, ki ga bova morda zavrtela kdaj ob kaki drugi priložnosti. 26. maja 1942 na Streliški ulici je bil ustreljen Erlich Lambert in njegov pomagač Rojc Ivan. Izvršila sva to jaz in pa Mile Kratochvil. V zaščiti je bil Đorđe iz moje grupe in pa Sabina, ki sem jo angažiral tudi za zaščito. Urška je imela pa nalogo, da čaka v avtotaksiju za isto vlogo kot pri reševanju Zdenke Kidričeve, da dotičnega taksista drži toliko časa, da po izvršeni justifikaciji, da se umakneva v avto in na varno. 26. maja 1942 je bil v Vzajemni zavarovalnici ustreljen Ivo Peršuh na Miklošičevi, denunciant in organizator belogardističnih oboroženih sil. To je bilo isti dan po akciji na Ehrlicha, ki je bila ob 9. uri, po akciji na Peršuha, pa mislim, da je bila okrog 11. ure, me je poslal Štefan Brajnik preveriti, ker je padel tam pri tej akciji Turk Dušan Dule, na Žale, da vidim, ali je Dule ali ni Dule. Dal mi je opis, šel sem na zvezo k Pangrcu, grobarju, to je bil naš sodelavec in mi je povedal, kje leži Turk Dušan Dule. Zato sem se usmeril tje v tiste prostore, kjer sem našel še v odprti trugi Ehrlicha, Rojca in zraven pa prepoznal Duleta. O identifikaciji sem poročal Štefanu potem v bunkerju. Videl sem, da je Dule imel eno strelsko odprtino manjšo, z desne strani proti levi, v levi pa odprto glavo. Se pravi, da je v borbi, ko so ga obkolili v tistem bifeju, Jerasu, da je zadnji metek čuval za to, da ni prišel živ v roke in se je ustrelil v glavo. Doktor Damjan Kančič, mogoče en kratek komentar. Tukaj spet vidimo posebej na koncu, da jim voz veze povsod, se pravi, bi rekel, od zibelk do groba, in tukaj vidimo, kako je bilo pa še celo v mrliški vesci, so imeli tudi tam eno vezo, da jim je še celo omogočil, da je videl pač svoje žrtve, pa seveda tudi tega svojega soborca, ki je bil ustreljen, tako da v bistvu ostaneš v bistvu brez besed. Po drugi strani je pa to spet eno dejstvo, kako slabo so Italijani organizirali varnost v Ljubljani, sprav na svojem okupacijskem ozemlju, kako v bistvu niso bili dorasli temu, in na nemškem okupacijskem območju je bilo to precej drugačno, sploh pa potem kasneje, ko so tudi ljubljansko pokrajino okupirali Nemci. Verjetno Italijane presenetila ta situacija, Niso pričakovali, da se bo vojna podtalno razvila v to, kar se je, predvsem na obračunavanje s političnimi nasprotniki.
No, 25. avgusta leta 1942 se je zgodil umor Fortunata Majdiča. Izvesti bi ga moral on, se pravi Franz Stadler Pepe, vendar pa ga ni, zakaj bo povedal v pričevanju. Namesto njega je to naredil Anton Kovič Sine in prisluhnimo temu opisu. 25. avgusta je bil ustreljen v rokodelskem domu Majdič Fortunat, komandant Slovenske lege. Obsodbo so izvršili Sine in pa Urška. Pri tej akciji ker bi pravzaprav izvršiti akcijo moral jaz. Po ogledu tega terena, ker je bil umik predviden iz Komenskega ulice in rokodelskega doma na takratno Svetega Petra cesto, je na drugi strani bil en lokal, v katerem sem jaz videl svojega šefa Uraniča, pa z enim prijateljem, zato sem smatral, da če mi jaz tam umikal se, sigurno potem ne bo v redu. S tem sem jaz potem spremenil načrt in Sine tu rekel, Sine, si ti pripravljen, ker je spadal v mojo grupo, da izvršita vidva. Tisti dan je bilo to, neposredno pa tisto akcijo. No? In Sine je bil takoj pripravljen in nadalje potem ta akcija tudi upisana. Ja, Fortunata Majdiča so seveda ubili v rokodelskem domu 25. avgusta 1942. V dokumentih VOS-a je pa zapisano, da je bil obsojen na smrt zaradi tega, ker je v vodstvu Slovenske legije, to se pravi tej odporniške organizacije proti okupatorju, ki je nastajala v okviru meščanskega tabora. Ne samo meščanskega, ampak tudi desno, pa klerikalnega oziroma desno-sredinskega tabora, da je po Peršuhovem umoru prevzel njegovo vlogo, pa seveda potem so mu še očitali, da je bil včasih v odseku slovenskih fantov v Polju pri Ljubljani, to se pravi v bistvu nasledniku Orla in tako naprej, to se pravi, da je bil v bistvu desno usmerjen in seveda klasično, da je deloval v korist okupatorja in pri organizaciji Bele garde, kot so oni pač poimenovali to skupino, ki je bila oborožena enota bivše Slovenske ljudske stranke. Tako da potem v dokumentih najdemo še razne podrobnosti, ampak mogoče bomo to obdelali takrat, ko bo govoril ta, ki je pač izvedel ta VOS-ovski napad nanj, ker se je bilo treba kar precej boriti tam po dvoriščih in po prostorih tega rokodelskega doma, da so potem ga ubili in potem tudi uspešno atentatorji pobegnili. Zdaj pa za konec oddaje sledi še precej podroben opis umora Bana na Tlačena 13. oktobra leta 1942 in sicer ga je izvedel prav Franz Stadler Pepe, pa bi mogoče povedali nekaj besed o Banu na Tlačenu, ki je bil pravzaprav v tistem času še edina živa politična osebnost z nekim vplivom v Sloveniji. Zakaj so ga obsodili na smrt? Ja, zato ker je bil eden najvišji predstavnik predvojne meščanske strani, drugače je izhajal iz Vipavske, to se pravi, je bil v bistvu primorski Slovenc. To se pravi, je vedel vse tudi iz družinskih izkušenj ali pa od bratov pa sester, ki so mu povedali, kaj Italijani delajo na tem območju, ki so ga imeli že v 1920 naprej po Rapalski pogodbi. Po drugi strani pa je bil v začetku okupacije zelo naiven, verjel je v neko kvazi sodelovanje z italijanskim okupatorjem, zaradi tega je, ko je obiskal Rim, je še celo po nekaterih podatkih Mussolinija prosil naj intervenira pri Nemcih, pri Hitlerju osebno, da ne bi preganjali oziroma izseljevali Slovencev iz Štajerske in Gorenjske. Takrat, ko se je to dogajalo v letu 1941 in tako naprej. Potem je razne zelo naivne oblike institucionalnega sodelovanja z Italijani, v bistvu pa ni imel kakšne posebne moči, ker je vse na terenu prevzemala Osvobodilna fronta oziroma VOS in v bistvu je bil potem on neka taka bolj simbolna osebnost, kot da bi dejansko mu
to oblast kot predvojni ban, čeprav tudi glede na to, kako je bila Jugoslavija predvojna centralizirana, tudi on kot ban Dravske banovine ni imel ne vem kakšno veliko oblast, ampak kljub temu je bil v bistvu Na čelu, ne? kot nekak predsednik republike, mislim tako v prenesenem pomenu, no. Potem obtoževali so ga marsikakšnih stvari, tako kot so tudi ostale, ki so jih pobili, ne. Ampak ta atentat je pomemben zaradi tega, s kakšno drznostjo so se ga lotili. Deloma smo to slišali tudi v pričevanju od Lidije Dermastija, ne, ker je ona zelo veliko podatkov dala o družini Natlačenovih, zato ker so bili oni družinski prijatelji, a ne. Zdaj je pa zanimivo to, kar bomo slišali od samega atentatorja, kako se je to zgodilo. No, 13. oktobra 1942 je bil justificiran Natlačen. Dobil je en strel v glavo, v sence in 2 v vrat. Po dogovoru je bila akcija izvedena Štefan in jaz osebno, ki je povedal mi, da mi je poverjena ta akcija s strani centralnega komiteja. Vprašal me je, koga bi želel za zaščito pri sami izvršitvi akcije. Sem takoj omenil Šiška Jožeta, Luko. Potem pri sami akciji sem pač moral imeti več podatkov in Štefanu tudi povedal za izvedbo take akcije, ne. Je potrebno, da poznam situacijo v sami hiši, tudi ostale podrobnosti, ne. Tu pri tej akciji je Štefan mi povedal, da je Lidija Dermastja tu edina in najboljši poznavalec vseh teh prilik, tako da sem od časa, ko sem prevzel to izvršitev te akcije napram Štefanu, sem potem imel vsakodnevni kontakt z Lidijo, istočasno tudi z Štefanom, potem tudi z Lukom, pa z Ackom, ki so bili neposredno tudi v vseh teh pripravah angažirani, ne. Acko s triciklom, ki je na določenem mestu čakal, da se potem izvrši umik s pomočjo tega tricikla, tam do Trubarjevega kanala, ob kanalu, preko Dolenjske ceste, v Pekarske in potem v Gradišče, kjer me je čakala Sabina. Tam sem tudi se uredil po vsej tej akciji. Moram reči, da je Lidija bila ena od najboljša pomoč. Prvič z samim opisom situacije v hiši, način prihoda, ker je bilo v Natlačenovo hišo ni bilo lahko priti, je bilo treba se zakamuflirati v duhovnika, ki naj bi prišel iz Dolenjske, poslan od monsignora tega in tega. Pripravljeno je bilo tudi pismo, ki ga je sestavila Lidija in naslovljeno na dr. Marka Natlačena, ne. In edini na ta način je bilo možno priti v Natlačenovo hišo, s tem, da je bilo rečeno, da pošilja duhovna iz Dolenjskega z enim važnim sporočilom in da je potreben takojšen odgovor in tako naprej. Prešla je odpreti, najprej služkinja, pogledala skozi okno, pač predstavce je bilo treba od poslanc tega monsignora. No in šele potem je odprla železna vhodna vrata, so vodila na dvorišče in v stavbo. Ta služkinja njihova je poslala me v eno sobo, dnevni prostor, kjer je bila izgleda tudi nekaka pisarna Natlačna. Zraven se je pa držala še ena druga soba. No, vendar, ker je bil Natlačen v gornjem nadstropju oziroma na gornjem delu stanovanja, to je bilo po visokem pretiču, ker sem v ta dnevni prostor, v kateri je prišla žena od Natlačena in razgovarjala z menoj kot z poslancem. Zanimala se je za situacijo, za stanje dol na Dolenjskem, kako naši, to se pravi misle, belogardisti in tako naprej. Jaz sem nekako na lep način povedal, da je v redu, da naši dobro napredujejo in da so precej razvili to našo organizacijo. Nisem povedal, katero, kako, kaj podrobnosti se tudi ona ni hotela podrobno vedeti, samo videl sem, da je zelo zadoščena nad takim pripovedovanjem. To je trajalo cirka 5 minut. No, ko je stopil Natlačen v to isti prostor, se je žena oprostila in jo poslovila. Povedal sem, da sem postanil tam in tam, da ima izredno važno obvestilo, da bi želja, da bi takoj odgovor tudi prenesel nazaj. S tem sem nekje prepričevalno Marka Natlačna prepričal, da je vse v redu. Vedel sem se tudi kot duhovnik. Natlačen je potem sedel za mizo,
Čim je odprl pismo, začel čitati, sem pristopil 2-3 korake do njega in en strel v glavo, 2 v vrat. V tistem trenutku že završali po hiši Aiuto Italijani skozi okno, ker je bila nasproti italijanska ena postojanka, ena gimnazija, v kateri je smešena italijanska vojska in straža ravno na tej nasprotni strani mečken omaknjeno na stran od te hiše natlačene. No, v tistem, ko sem jaz hotel umik narediti iz hiše, sem pomotoma šel dol po stopnicah v klet, ker sem mislil, da je to že v izhod na dvorišče, vendar sem videl, da so stopnice v klet. Čim sem se po tistih stopnicah vrnil v hodnik, sem bil že napaden od vseh 3, to je od sina, žene, natlačna in pa služkinje, ki so me okolile in hotele podrti na tla. V tistem sem jaz hotel rešiti najprej sina natlažna, ki je bil za pol glave ali pa še več višji od mene, močan, sem ga s pištolo po čelu udaril, tako da je nekako ta prvo silo odletel. Rečeno je bilo, da se njega ne sme streljati, no, ampak od strani iz leve, desne, pa kdo me je držal za lase, me je izščupil tudi en kos šoplas, vendar sem videl najbolj nevarnost od sina, ki se je ponovno zapognal proti meni. Jaz sem v tistem videl, ker je bil rečen, če sem v taki nevarnosti, da potem se tudi strelja. Ko sem pritisnil petelina, sem videl od prvega udarca, ki je dobil po glavu, da je pištola Beretta 9 mm se zakočila in da ni streljala. V tistem sem videl zadnjo možnost, da še enkrat udarim sina natlažnega po glavi, tam približno na isto mesto, odnosno še močneje sem udaril, tako da je odletel. Seveda meni pa tudi pištola odletela, on se je nekako prevrnil na tla, vzvratno. V tistem sem se utresel služkinje, žene, se obrnil proti kuhinji, se nisem vedel, da je tam kuhna, tam je ena stara ženica sedela, ni vedela, kaj je, gotovila starejša, ne vem, kje je bila. Odprem eno tako vertikalno okno, pokončno belosko, odprem in kot lev skočim skozi tisto okno in nisem vedel, kam vodi tisto okno, in to je bilo pač na dvorišče, na peskasto dvorišče, 3 metre približno višine na roke, kako smo rekli včasih pri Sokolu, levi skok. Nisem se nič naredil, ker sem bil res izredno spreten. Tečem proti zidu v tisti smeri, kjer sem vedel, da me čaka Acko s triciklom. Preskočil zid, v tistem trenutku sem se zagledal, da je za mano tudi en volčak zderjev, ki pa je bil bolj počasen kot jaz, tako da sem bil že na sami betonski ograji, odnosno opekasta ograja, na vrhu pa beton, tako da je bil lahk preskok in jaz sem bil navajen preskakati od telovadbe take višine, to je bilo približno 2 metra visoka ograja. Potem sem prišel na drugo dvorišče, pa še ne ograja je bilo treba preskočiti in potem na drugo ulico, v drugi smeri, tam proti triciklu, kjer sem potem sedel na tricikl in me je Acko odperil, tako sem že prej malo omenil. To je bilo pač malo bolj tako raztreseno, povedano, nič urejeno. Je pa tudi ta akcija nekje bila Marka Natlašna kot velikega narodnega izdajalca, financerja in organizatora Bele garde, čuvam ga od italijanskih policijskih sil, in samo to, da je bilo toliko talcev za njega ustreljenih, kaže, da je bil to en od največjih političnih organizatorjev in sovražnikov komunizma, odnosno sploh pokreta osvobodilnega in pa narodnoosvobodilne borbe. Tako, dr. Damjan Hančič, mislim, da je čas za vaš komentar. Ja, tukaj smo slišali zelo drzno akcijo, ki je bila izvedena, zelo dobro maskiran, zelo tako, da so ga na vsak način spustili v hišo. Potem spet smo slišali vlogo Lidije Dermastija, kako je bila v bistvu odločilna, ki je dala vse te podatke, kako se mu lahko približa, da sploh vstopi v dom in tako naprej. Potem zvemo tudi, da se to pričevanje ujema s tem, kar je tudi v eni od številk zaveze potem povedal tudi sin od Marka Natlačna, kako se je pač spopadel z tem atentatorjem, in
tako naprej. Kar je treba še tukaj omeniti, je to, da je Natlačnova žena oziroma vdova prosila italijanske okupatorje, da naj ne prilivajo spet ponovno slovenske krvi in naj ne streljajo talcev, ampak Italijani jo niso poslušali in takrat je tudi Italijanom to malo prebilo dno, v bistvu, ker so se res izkazali za popolnoma nesposobne, če še v bistvu največjega politika na tem območju predvojnega niso mogli zaščititi pred atentatom, ampak so pač delovali na svoj način, tako da so pač streljali talce, ampak med temi talci je bilo tudi več komunistov in kar je bila posledica potem tega, da potem voz ni več delal. To je bil zadnji tak atentat. Tak odmeven atentat. Italijani so videli, da pač s tem, ko ne pritegnejo slovenskih nasprotnikov komunizma v upravo oziroma v boj proti temu, da sami ne bojo uspešni, in tako so potem tudi čedalje bolj te nasprotnike komunizma, ki so imeli pač natančne podatke s terena, so vključevali v svoje akcije in tako je šlo potem malo zelo veliko vosovcev se je začelo umikati v partizane iz Ljubljane in potem tudi niso več opravljali teh akcij in tako praktično potem ob koncu leta 1942 pa potem v letu 1943 v Ljubljani v bistvu civilne žrtve revolucionarnega nasilja se praktično izničijo, se pravi, jih ni več. Več pa je seveda teh žrtev vaških straž, ampak ti so bili oboroženi, in del teh medsebojnih vojaških spopadov, čeprav seveda se njihova organizacija se ni mogla meriti oziroma primerjati z partizansko. Že zaradi tega ker so jim Italijani, se pravi, so vaškim stražam MVAC-u, to se pravi milica volonterja antikomunista, prostovoljni oddelki protikomunistične milice, so jim dali zelo malo samostojnosti, pa tudi zelo slabo orožje in je bilo v bistvu njihovo delo usmerjeno samo v neposredno obrambo določenih vasi. Recimo, če zdaj gledamo ob ljubljanskih, recimo, dočim v sami Ljubljani je bila pa ta ljubljanska varnostna straža, ne pa seveda potem te redne italijanske policijske ali pa vojaške enote. In potem je v takem stanju, to se pravi približno 1 leto oziroma še malo manj kot 1 leto je pač to bilo še pod Italijo, dokler ni pač Italija kapitulirala in so prišli na to območje Nemci, ki pa so ubrali čisto drugačno politiko kot 2 leti pa pol prej na Gorenjskem pa na Štajerskem, da niso, začeli izseljevati slovenskih izobražencev in tako naprej, ampak so še celo potem na te ostanke vaških straž, kot jih je pač preživelo Turjak ali pa recimo od Plave garde oziroma slovenskih četnikov, kot so preživeli Grčarice, so potem začeli ustanavljati slovensko domobranstvo in pa seveda so vanj vključili tudi te nabornike nove in jim dali na izbiro, ali gredo na rusko fronto se boriti za Nemčijo ali pa če ostanejo v domobranskih enotah, pa se borijo proti partizanom oziroma proti komunizmu. Mogoče bi tukaj povedala še ob umoru Bana Natlačena, da obstaja tudi neko literarno delo, ki ta umor opisuje. Zdaj naslov je nekako povezan s triciklom, ne vem, če je ravno mož s triciklom, ampak nekaj podobnega. Skratka, tudi te zadeve so v literarni obliki opisane. Midva bova z današnjo oddajo zdaj zaključila z pričevanjem Franca Stadlerja Pepeta in v začetku zime povabila na drugega pričevalca, ki nam bo seveda orisal zgodbo, kot so jo videli Vosovci iz svojih oči in nam seveda razkriva neke podatke, ki so nam bili do zdaj skriti oziroma ki nam lahko povedo, kako težko je bilo življenje v okupirani Ljubljani. Med drugim je treba seveda tudi omeniti, da je bila v času Bana Natlačena Ljubljana že za žico, takrat, ko so ga ubili. Februarja so to naredili, ja. Tako da v bistvu vsi ti atentati so bili že v času žice, vsi ti odmevni. Tudi praprotnikov.
Zelo zanimivo je, ne, da noben od teh naših pričevalcev pravzaprav žice ne omenja, Nekaj kar pomeni, da jim ni bilo ovira. Ne. Po pričevanjih, recimo enih sodobnikov, pa to so že vsi vedeli, da kateri italijanski vojak na določenem bloku pobira podkupnino, a ne. Ena pričevalka mi je rekla, da so enega klicali signor Buro, zato ker so mu mogli zmeri puter oziroma maslo prinesti in so že vedeli, da bo vse spustil čez, samo če mu dajo določeno maslo in tako naprej, a ne. Tako da v bistvu Italijani so bili pač zelo, bi rekel, ne vem, podkupljivi po en stran, po drugi stran niso tako vse 100% zares vzeli kot recimo potem Nemci, na drugi strani nemški vojaki. In tudi potem, ko Nemci pridejo v Ljubljano, te bodeče žice sploh ne upoštevajo več, oziroma je sicer ostala fizično, ampak ni predstavljala več take kakršnekoli ovire, oziroma da bi oni kaj na to dala, ne, pa čeprav so bili potem bolj uspešni v preganjanju OF-a kot pa Italijani. Jim je brez žice v bistvu sploh v začetku leta 1945 uspelo bolj razbito OF kot Italijanom s to bodečo žico. Je pa bodeča žica seveda ostala tudi v poletnih mesecih in jesenskih leta 1945 in je pomagala, da seveda nasprotniki novega partizanskega gibanja in komunističnih oblasti niso mogli zapustiti Ljubljane in je to pomagalo novim oblastem, da so Ljubljano sčistili. Za danes pa hvala lepa, dr. Damjan Hančič, za to, da ste bili z nami, da ste komentirali pričevanje Franca Stadlerja Pepeta iz leta 1978 oziroma 1979. Želim vam vse dobro in pa seveda, da se pred mikrofonom našega radia ob novem pričevanju spet srečava. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam in nasvidenje, oziroma lahko noč vsem poslušalcem. Moja zgodba.